V večnamenski dvorani na Zgornji Ložnici je preteklo soboto potekal 13. etnološki večer z naslovom Ložniške ufarce pri Josipu Vošnjaku. Prireditev so pripravili člani turističnega društva Zgornja Ložnica in etnološka skupina Ložniške ufarce, ki obuja in ohranja ljudske običaje in kmečka dela ter to prikazuje čim bolj avtentično. Svoje nastope popestrijo z narečno govorico in pripomočki, ki so vsebinsko vezani na nastop in jih je na terenu le še težko najti. Bili malo si zapajli, pa obujali stare običaje. Ampak samo skupaj, prosim, zapojmo. Sončece sije, uvico na kjerže gre, zatorej naj Josip naj spije do zadnje kapljice. Zatorej naj Josip naj spije do zadnje kapljice. Še ni šlo, pa bo šlo za dobro voljo, naj ne gre samo sredno kolo. Lovro, katera je pa tvoja, ta miza je na štirko gre, ta lažek naj okoli gre. Lesti ga Lovro ti, sam Bog te naj živi. Lesti ga Lovro ti, sam Bog te naj živi. Franci, katera je pa tvoja, Glažek še ni prazen, ne gremo še na razen, ne gremo še domov. Dor pa ne bo tega spil, škoda, da bi kar nas bil, se veselil, pa družbo nam pazil. Jučka, katera je pa tvoja, na velikem oltarju ena ptičica sedi, en glažek zrelega vinca v krempeči drži. Zokoče ga je ustvaril, Bog sin ga je krstil, Bog Sveti Duh posveti, da Julčki je zročil. Lepi ga Julčka ti, lepi ga Julčka ti, lepi ga Julčka ti, pa drugega nali. Martina, katera je pa tvoja, dokler bomo z gaši trkali, ne bomo še pocrkali. Ne gremo še domov, ne gremo še domov. Zdenka, katera je pa tvoja, dor hoče pohrci, pa mora vince pit, ker pohrci slosi na vince vajeni. Oj vince rumeno, oj vince rumeno. Tokratni večer so posvetile doktorju Josipu Vošnjaku, ki se je leta 1895 preselil na posestvo v Visolah, kjer je živel vse do smrti. Spomini so kakor iskra.
In ti so me sedaj ponesli v leto, ko sem stopil iz vlaka na železniški postaji in se odpravil peš čez polja skozi zasenčen gozd proti mestu Slovenska Bistrica. Sredi polja sem se ustavil in ozrl v Pohorje in najprej se mi je pogled ustavil na visolskih vinogradih, na rdečih strehah visolskih viničarij. Pred mano je bila še dolga pot, ampak v hipu sem stal pred velikim poslopjem, katerega so krasile dvoje vrat z napisom 1725. In še danes sem hvaležen očetu, da je kupil to posest. Na tej posesti sem preživel prelepo brezskrbno otroštvo med počitnicami in pa svojih zadnjih 17 let življenja.